Če želimo shujšati ali vzdrževati vitko postavo, sta pomembne dve strani enačbe. Na eni strani, da užijemo čim manj energije s hrano in pijačo, in na drugi strani, da čim več energije porabimo. Ljudje, še posebej po 40. letu starosti, se razmišljajo in se fokusirajo samo na ta prvi del, kako pojesti in spiti čim manj. To pa zato, ker verjamejo, da je njihov metabolizem avtomatsko z leti počasnejši in da karkoli bojo viška pojedali in spili, se bo nabralo v obliki odvečnih kilogramov, ki jih je potem nemogoče izgubiti. Ženske ne verjamejo, da imajo več možnosti po menopavzi, moški se pa tudi sprijaznejo z manj in manj moči, manj mišic in pa večji obseg trebuha. Ampak, kaj pa če vam jaz povem, da nič od tega ni res in da moramo samo res dobro poznati metabolizem? Da naš metabolizem ni nič počasnejši pri 20, 40, 50 letih, da ženske nimajo nič počasnejši metabolizem od moških, če imajo enako telesno sestavo, in da lahko pospešimo naš metabolizem in to ne samo z vadbo. Moje ime je Jan, sem kineziolog in vodja v športni kliniki in v tem videu bomo danes secirali metabolizem, pogledali si bomo, kaj je, iz česa je sestavljen in določili konkretne smernice in ukrepe, s katerimi boste lahko sami pospešili svoj metabolizem. Tako da kar začnimo in si poglejmo, kaj metabolizem sploh je. Velikokrat rečemo, da je naš metabolizem hiter ali počasen. S tem pravzaprav mislimo, da porabljamo več ali manj energije. Metabolizem ni nič drugega kot celotna energija, ki jo naše telo v enem dnevu porabi. Sestavljena pa je iz 4 delov. Prvi del je bazalni metabolizem. Bazalni metabolizem je energija, ki jo naše telo porabi za neke osnovne funkcije, torej za dihanje, razmišljanje, vzdrževanje telesne temperature in delovanje naših organov. To je energija, ki jo mi porabimo tudi če cel dan samo ležimo in ne počnemo ničesar. Na našo srečo to predstavlja kar 60 do 70% celotne energije, ki jo mi v dnevu porabimo. Veljajo pa pri bazalnem metabolizmu 4 napačna splošna prepričanja, ki jih moramo tukaj nasloviti. Prvo je, da imajo ljudje s prekomerno telesno težo počasnejši metabolizem. In to ne drži. Bazalni metabolizem je neposredno povezan z našo maso, torej telesno težo. Višja kot je telesna teža, večji je naš bazalni metabolizem. Drži, da mišice porabljajo več energije od maščobne, ampak na meritvah v športni kliniki vedno znova vidimo, da imajo ljudje s prekomerno telesno težo povišano ne samo maščobno maso, ampak tudi mišice in zaradi tega je njihov metabolizem običajno hitrejši. Drugi mit, ki velja, je, da imajo ženske počasnejši metabolizem od moških. Če imamo žensko, ki ima toliko puste telesne teže, mišične mase in organov kot moški, potem je njuna dnevna poraba energije enaka, torej metabolizem enako hiter. Tretji mit, ki velja, je, da se ženskam v času menopavze zaradi hormonov metabolizem pokvari. In tudi to ni čist res. Ženske res pride v menopavzi do nekih hormonskih sprememb in te hormonske spremembe znižajo in vplivajo na mišično maso. Ta znižana mišična masa pa potem zniža bazalni metabolizem, ker smo rekli, da je naša masa in metabolizem sta povezana. Ker pa mi zdaj vemo, da lahko na mišično maso vplivamo, jo lahko vzdržujemo ali celo dvignemo, potem tudi ženske morate vedeti, da imate v menopavzi veliko več kontrole, kot si morda mislite. In zadnji mit, ki ga moramo nasloviti, je, da s starostjo naš bazalni metabolizem pade. Res pade, ampak se to ne zgodi izključno zaradi starosti, temveč je zelo pomemben dejavnik tukaj zopet mišična masa. S starostjo smo manj aktivni, pusta telesna teža in mišična masa pade in to najbolj vpliva na padec tudi bazalnega metabolizma. Torej, če naredimo zdaj nek zaključek pri bazalnem metabolizmu, ugotovili smo, da je najbolj povezan z našo pusto telesno težo, mišično maso. In to je najpomembnejši dejavnik, ki ga imamo. Zato jaz ves čas poudarjam pomembnost vadbe za moč in pomembnost primernega vnosa beljakovin, ker to dvoje je recept za zdrav, stabilen in hiter metabolizem pri 20, 40 ali 70 letih starosti. Seveda obstajajo tudi neki dejavniki, kot so neka bolezenska stanja in genetika, ki vpliva na bazalni metabolizem, ampak v tem videu se bomo fokusirali samo na stvari, na katere imamo vpliv in vam jaz lahko dam neke praktične nasvete. Torej, to je bil bazalni metabolizem, zdaj pa gremo naprej in si poglejmo naslednji del metabolizma, naslednjo komponento in to je termični učinek hrane. Vsako hrano, ki jo zaužijemo, mora naše telo procesirati in prebaviti.
Termični učinek energije tako govori o količini energije, ki jo mi porabimo, da hrano prežvečemo, pogoltnemo in na koncu koncev prebavimo. Ta delež energije v metabolizmu predstavlja tam 5 do 15% energije in imamo nanj velik vpliv. In sicer tako, da zbiramo lahko določena živila in makrohranila, kjer je termični učinek večji. Če dam primer, beljakovine imajo termični učinek 20%. To pomeni, če mi zaužijemo nek zrezek, ki ima 100 kalorij, 20 kalorij lahko takoj izbrišemo, ker jih porabimo za samo prebavo tega zrezka. Pri ogljikovih hidratih je ta delež tam 5 do 15% in tukaj je pomembno, da veste, da polnozrnata živila imajo večjo porabo, se pravi večji termični učinek in je zato smiselno vključevati. Pri maščobah je ta delež 0 do 2, mogoče 3%. Torej, kako dvignemo termični učinek hrane, tako da povečamo vnos beljakovin in polnozrnatih živil. Mogoče se vam 20% ne zdi veliko, ampak imejte v mislih, da to je tako, kot da od 5 dni 4 dni jemo, en dan pa ne pojemo ničesar, tako da ni zanemarljivo. Naslednja, tretja komponenta so pa nezavedne aktivnosti. Nezavedne aktivnosti so to, kar zdaj jaz maham z rokami, tresem nogo, govorim, pospravljam nekaj po hiši, hodim, skratka vse aktivnosti, ki ne planiram in ne spadajo pod to telovadbo. Okay? Ta delež energije je tukaj velikokrat večji od same telovadbe in predstavlja tam do 15% porabljene dnevne energije. Zdaj, to, ker je nezavedno, tukaj nimamo velikega vpliva, ker če nekaj spremenimo, bo potem zavedno. Lahko pa pri ljudeh vidite, da imajo prirojeno, nekateri so bolj umirjeni, počasi govorijo, se počasi premikajo, kaj ni lenivci, drugi pa medtem so hiperaktivni in potem lahko vidite, da imajo nekateri, rečemo, hitrejši metabolizem, imajo v bistvu hitrejši te nezavedne aktivnosti in je to en del tega metabolizma. Torej, potem pa imamo zavedne aktivnosti. Sprehod, tek, fitness, kolo, plavanje, različni športi, vse aktivnosti, ki jih zavestno planiramo. Količina porabljene energije tukaj je odvisna od intenzitete vadbe, od dolžine vadbe in naše mišične mase. Je pa tako, da pri večini ljudi to predstavlja zgolj 5 do 10% celotne dnevne energije oziroma metabolizma. In to je veliko več, kot si večina trenerjev upa priznati. Res je, kot vsi govorijo, da pri nekih intenzivnih intervalnih vadbah mi energijo porabljamo še dolgo po vadbi, ampak to je zgolj nekih 10 kalorij in to je zanemarljivo, če upoštevamo drug mehanizem. In sicer naše telo ima neko točko udobja, je navajeno porabljati določeno količino energije čez dan. Če mi porabimo zdaj z nekim treningom, intenzivnim ali dolgim, veliko energije, se bo telo ustrašilo in kompenziralo to tako, da se nam bo povečal apetit in hkrati, da bo zmanjšal nezavedne aktivnosti. Če dam primer, recimo naredimo zdaj v fitnessu, porabimo 500 kalorij, pridemo domov in naše telo, zaradi tega, ker je videl, da smo veliko več energije porabili, kot je vajeno, bo zmanjšal te nezavedne aktivnosti, boste podzavestno manj aktivni tekom dneva, hkrati boste pa bolj lačni in boste več pojedli. In na koncu se te poraba energije izniči. Zdaj, to ne pomeni, da se ne splača trenirati. Vadba je zdrava, neodvisno, če gledamo samo kalorije. Tukaj ne bomo izgubljali besed. Ampak želim samo poudariti, da veste, da velikokrat precenimo, koliko energije z vadbo porabimo. Zdaj pa, kakšni so praktični ukrepi, da mi temu kljubujemo, tem obrambnim mehanizmom, kakor jaz rečem. Prva zadeva je, da aktivnosti postopno dvigujemo in s tem tudi telo privajamo, da mu je udobno porabljati več in več energije, da to točko udobja dvigujemo. Druga zadeva pa je, da uporabljate merilce korakov, se pravi števce korakov. Lahko so to pametne ure, lahko je to na telefonu, da dejansko je to nek objektiven kazalec vaših aktivnosti. In ja, boste rekli, da meri tudi mahanje z rokami, ne samo korake, ampak zadeva je glih to, da mi želimo meriti tako nezavedne aktivnosti kot zavedne in to mahanje z rokami spada pod to aktivnost. In s takim števcem boste vi zelo hitro videli, recimo, če ste porabili tekom treninga toliko korakov naredili ali pa toliko energije, boste videli, če na koncu je res ta razlika v dnevu z vadbo še vedno višja ali pa se telo upira. In potem vi lahko regulirate in še vedno vstanete, pa greste na kakšen sprehod, kaj naredite po hiši, da boste dvigovali to svojo porabo in aktivnost. Potem seveda obstajajo tudi druge
drugi ukrepi in spremembe, bom rekel, v načinu vadbe, ampak vseh skrivnosti vam pač ne morem izdati. Tako da dajmo si zdaj pogledati celotno sliko metabolizma. Metabolizem ni neka skrivnostna sila, ki določa, kakšna je vaša dnevna poraba energije in vaša telesna teža. Je skupek 4 področji, na kateri imate več vpliva, kot ste morda mislili. Ni vam treba jesti vse manj in nikakor ne rabite trenirati kot Pogačar. Dovolj je, če izvajate vadbo za moč, če jeste beljakovine, vlaknine, štejete korake oziroma spremljate svoje aktivnosti in vse skupaj postopno stopnjujete. Če bi želeli še več nasvetov, podpore in trikov, vas vabim k našemu shujševalnemu programu, kjer povezavo lahko najdete v našem opisu. Se vidimo tam.